Si se že kdaj počutila nevidno? Si že kdaj imela grozen občutek, da te oseba, za katero si želiš, da bi te opazila, ne vidi, ker zanjo nisi nič drugega kot del pokrajine? Ti je šlo že kdaj kar na jok, ko je ta fant govoril s tabo, vendar tako hladno, nedostopno in ravnodušno, kot bi govoril z blagajničarko v supermarketu? In če smo že pri ugibanjih, se ti je morda že zgodilo, da si padla v oči napačnemu fantu, takemu, ki ti ni bil všeč, a se je kar čez noč spoprijateljil s tvojimi prijatelji in se začel pojavljati na vseh zabavah ter se enako nepričakovano znašel na vseh omrežjih in vseh mobilih. Fantu, ki se pojma nimaš kako vidno znajde ob tebi. Meni se je to že zgodilo. To je začetek zgodbe, ki sem jo doživela tisto poletje, ko sem bila stara 17 let in dogajala se v Pirenejskih gorah, preden me je vase potegnila skrivnostna in vznemirljiva družinska preteklost. Tako se začne mladinski roman Poti svobode katalonske pisateljice Maite Carranza. V njem dekle po imenu Aleksija odkriva svojo prvo ljubezen, odkriva pa tudi usodo svojega pradedka in z njo povezano družinsko skrivnost. Prebrala vam bom kratek odlomek iz življenja Aleksijinega pradedka. Michel Ford izčrpano koplje svoj lastni grob. Poskuša se sprijazniti s smrtjo. Tukaj je, si govori, smrt je že prišla. Čutim njeno dlan, vidim njeno senco, kako lebdi nad vlažno zemljo. Smrad smrti se pomeša s smradom črvov in od vlage gnilim listjem. Kmalu bo njegovo telo ležalo v tej luknji, se razkrajalo pod dežjem ter počasi gnojilo v zemljo in hranilo korenine stoletnega hrasta, ki se dviga nad njimi. Nemški puški negibno merita vanje. Nemca je v 2 urah, kolikor kopljejo, nista povesila niti za milimeter. Luknje so že dovolj globoke in kmalu jim bosta rekla, naj prenehajo, da je dovolj, jim ukazala, naj pokleknejo in nastavijo tilnik cevem. To je že večkrat videl in vedno ga je presenetilo, da obsojenci sprejmejo svojo usodo vdano, brez upiranja. Zdaj razume, tisti, ki pokleknejo, so že mrtvi. Med kopanjem lastnega groba so izgubili stik z življenjem. Vseh 5 moških je z vsako lopato bližje niču in ne zavedajo se več lastnega diha. Mrtvi so. Michel Ford je veliko razmišljal o tem trenutku. Vedno je govoril, da se smrti, ko bo prišla ponj, ne bo bal. In zdaj, ko je tukaj, je noče sprejeti. Pravi si, da je še mlad, da ni pripravljen, da je krivično umreti, ne da bi se mogel posloviti od tistih, ki jih ljubiš, ne da bi napisal poroko, ne da bi spil vse še poslednji kozarec vina. Zdi se, da sta končno tudi Nemca ugotovila, da so obsojenci opustili vsako upanje in ne pomenijo več nikakršne nevarnosti. Sprostita se, zaupijeta jim, naj hitro končajo, medtem pa si privoščita cigareto. Michel jo od strani opazuje in moškemu poleg sebe, čeprav ga komaj pozna, zašepeta. Vrsimo zemljo vanjo in zbežimo, naredimo to zdaj. Moški, kakih 50 let star Francoz, se prestrašeno zagleda van. Ne more verjeti, da mu Michel predlaga, naj pobegne svoji usodi, niti besede ne zmore spraviti iz sebe. Kaj ne vidiš, da je vse zaman, v zgrozo na obrazu nemo odgovarja moški. Michel ga pusti pri miru. Očitno bo to moral narediti sam. V tem trenutku ve le to, da ne bo umrl, ne da bi poskusil. Danes noče umreti, danes ne. Mogoče kak drug dan, kdo bi vedel. Michel zajame polno lopato. Z nogo se opre na zunanji rob groba, da bi lahko hitreje skočil ven, ter s hitrim pogledom preleti najboljšo pot za pobeg. Moj pradedek je bil romantik. Izbral je kraj, kjer je želel biti pokopan in ga vrisal na zemljevid, enako skrivnosten kot njegovo življenje. Vrtavko, ki se je vrtela v naključni smeri in pokazala, kadar se je zahotelo, ključ do njegovega počitka. Žal mi je, da ga nisem poznala. Mladinski roman Poti svobode je izšel pri založbi Malinc. Odlomke sva brali Mitra Strojan Rod, gimnazijka in tabornica, ter Veronika Rod, prevajalka. Vabljeni na literarno pustolovščino.